časa nam manjka, sploh zdaj v tem decembru, ne? Poleg kosila je treba peči še piškote in tako naprej. Kaj si nam za danes pripravil? Danes sem naredil eno tako kosilo, ki bo vzelo nam tam 12-13 minut vsega skupaj. Spominja na malo domače, ker bomo dodali noter pehtran v nek namaz, tako da bo zelo podoben pehtranovim štruklom, zraven pa z enfom premazali svinjino, pa popekali. Super, dajva se lotiti. Nekaj v akcijo, ne? Ker ti glih je na 14 minut malo. No, se za, ja. To je to. Spravi, zdaj boš ti štartov polnil. Ja. Se lahko jaz česa lotim, ali je to delo samo za enega? Ne, absolutno lahko ti med tem, evo, med tem lahko namažeš, se pravi, polovico na eno tortiljo. Aha, polovico? Se lahko kar veliko vzameš. Aha, to bo pa kar veliko, aha? Mora biti. Mora biti. Za velike fante. Za velike fante velike polovice. Tako. To imava tole, rikoto. To je sirni namaz. Aha. Klasičen sirni namaz. Tole vzel, z enfom premazal še svinjino. Zdaj tukaj je lahko svinjina, tukaj lahko dodaš pišanca, karkoli. Stvar okusa. Stvar okusa. Riba? Riba, ja. Riba tudi samo ne bo šlo, ne vem kako bo s pehtranom pa ribico zraven. Mogoče, nisem še probal, ampak je pa odlična ideja. No, evo. Ja. Tudi jaz sem kakšno, vidiš? Za naslednjič vem, zdaj probati. Tale tvoj recept je tudi že v tvoji knjigi S-Planer? Ne, ni. Tukaj je noter 30 receptov, ki so malo bolj tudi, malo več zelenjavce, pa malo bolj hranljivo, še bolj dodelani. Tam noter je 30 kosil, ampak tega ni noter. Ampak že 30 kosil, to je za en mesec. En mesec, vsak dan nekaj drugega. Najmanj. Super, no in ta planer lahko dobite tudi vi, spoštovani. Kako? Ja, tisti, prvi pride, prvi melje, najhitrejši, ki bo zavrtel našo telefonsko številko ničena, 4737 ničena, bo seveda dobil tale planer, ki ga prijazno naš Sašo podarja. Je veliko interesa, ne zadnje? Ja, zadnje čase res, ker res vsem nam zmanjkuje čas, vsak rab kakšnega aduta iz rokava potegne, da lahko nekaj dobrega pa zanimivega. Pa pri 30-ih res najdeš tudi za otroke kar zanimivo in pač zdravi so. Ni tvrdega, ni sladkorja, ni moke, ampak še vedno. V 30 minutah je ta najdaljšega pripravaš v 30 minutah. Čeprav včasih pa paše, malo se zasvinati. A je tako, tudi ti? Paše, absolutno paše. Čez vikende sploh, ali pa če se čez teden vzamem kakšen dan zase, igrati se treba. Tam največ najdeš pol v bistvu tudi dodatnih stvari, kaj mnogo odkriješ. Tako kot je tale. Tale recept recimo je rato čisto slučajno po naključju, ko sem nekaj kombiniral in me zelo spominjal na pehtrane štrukle. Zaradi tega v bistvu sem začel naprej nadgrevati, ne vem, eni dajo oziroma svinjine marelice noter, kafilojo, zato je tukaj domača marelična marmelada. Tukaj bomo dali pehtran in ko bomo vse skupaj povezali, bo to to. Zdaj, verjetno bi lahko prej meso že namazali, da bi se malo prepojilo in tako naprej, ampak tukaj res prakticiramo v hitro kuhinjo. Tako, pridemo domov in naredimo. Super, imamo prvi telefonski klic. Milena iz nama, imaš tudi sicer več žensk, recimo svojih sledil? Najraje imam ženske okoli sebe. To verjamem, ampak koga je več? Več je žensk. Več žensk. Milena, dobro jutro. Dobro jutro. Že sledite Sašota na Instagramu? Futuruizi. Futuruizi. Milena? Ja, dobro jutro. Dobro jutro, pozdravljeni v najni družbi. A sledite Sašota na Futuruizi na Instagramu? Absolutno. A res? Ja, res. Recimo, kateri recept vas je najbolj prepričal do zdaj? Mislim, mene prepričajo vsak recept na novo. Aha. Krasno. Zdaj točno ne vem, kater, ampak... Aha. Ja, zadnjič krvavica. Krvavica mi je bila zelo zanimiva. A res, kaj je bilo tako posebnega? To, da je bilo hitro narejeno ali sam postopek? Ja, posebnega, ker je bilo zabito, ne vem, v listato testo, kaj že. Wow. No, evo, ideja za drugič. Zdaj prihaja čas krvavic. Milena, tale S-Planer je vaš, tako da 30 novih idej za hitra kosila. Super, najlepša hvala. Hvala lepa vam in lepe praznike. Ja, hvala enako želim, tudi jaz sem. Srečno. Veš, lahko ti rečemo kar Miklavž. Ja. Super, niso tako. Ja. En dan zatem. En dan zatem. Ja. Koliko časa zdaj to pečemo? Tole se peče 6 minut na eni strani. Ja. Se pravi 6 minut, malo previsoka temperatura, ampak se vkus je šel noter, takole.
Ni še karbonizirano, to še ni? Ne. 6 minut ena stran, 6 minut druga stran. Ja. Tole pa zdaj kaj narediva? Tole pa samo pehtran dam čez. Suh, svež, verjetno je svež boljši. Svež je absolutno boljši, ampak zdaj ga je pač težko dobiti. Tudi tako treba pač malo po policah poiskati, ker ga čist posod ne najdeš. Ampak zdaj fino je, če se vsaj pol ure prej tole namaže, zato da spusti okus v mleko, v ta senilni namaz noter. Tako da jaz sem tam v bistvu že enega pripravljenega, ker prej sem prišel sem, zato da je že razvil tudi okus. Se pravi, pol urce se naredi konstrukcija in to je to. Krasno. In 3 ščepce v bistvu. Zdaj tako, na takole tortiljo pride 100 gramov sirenega namaza, pa 3 ščepce tega. Seveda, če imamo raje več okusa po pehtranu, damo več. Tako. In tako. Ja, se pa nikaj žge. A se žge? Kako jaz zdaj to zvijem? Aha, v redu je. Bom enega jaz. Takole. Začela vam na tej strani in se samo zavije na tesno. Aha. To je to. Tortilje kdaj sam delaš? Ja. Simpel, ne? Kadar se igram. Kadar se igram, ja, absolutno. Zdaj nam še kaj, zdaj prihaja ta praznični december, se da tudi piškote kakšne narediti v 15 minutah? Ali te rešava pol ure, no? Jaz načeloma delam piškote z osenih kosmičev, pa kakšne datli, pa kakšne take malo bolj zdrave variante. To se pravi presna zadeva. Ja. Sem bolj ljubitelj te hrane, tako da kakšno bananco noter daš. Cimet. Ja, to. Te božične. Dele sploh pa še noter, ja. Ker lahko delaš pa in krogeljce in delaš krogeljce in ali ploščice, čokolade noter, karkoli se lahko igraš. In potem to enostavno malo posušiš in ne. Tako. Evo, lepo sva tole. Sva. Veš, kako je fajn, ne? Biti tako zraven. Vedno lahko rečeš, sem naredil, oziroma sva naredila. Ja, takole. Drugač pri tebi za božič, za praznike, kaj ne sme manjkati na mizi? Pa vedno se igram, vedno probam poiskati, kako je tole nekaj, kar spominja na domačnost, da dodam noter v nekaj, kar ni čisto poznano, nekaj, kar presenečenje naredi, tako da nisem njih klasično, ampak ponavadi tako dan, dva prej rečem, ok, to bo. Tudi božična večerja bo nastala dan, dva prej? Ali imaš že kakšne plane? Ne. Improvizacija do konca. Se pravi, živiš v stilu svoje knjige in svojih načel, ki jih deliš. Ne kompliciram si, res tisto, kar mi zadeši, tisto, kar mi zapaše. Zdaj že imam toliko izkušenj, da vem, ampak vedno iščem pa res nekaj novega, kar ostali še niso pač probali, tako da je vedno novo presenečenje. Zdaj tisti, ki te sledijo, kaj lahko pričakujejo v naslednjih dneh? Kaj? Dej mali zdaj, no. Mali zdaj. Če že veš. Glede hrane ali glede česa drugega? Ja, hrana. Dobro. Letos sem si zadal, da od zadnjih 10 dni se načeloma bom izklopil malo bolj, oziroma si bom pripravil že vnaprej, da bo zadeve pripravljene in da bom res užival, pa bom storil malo bolj živahen. Drugač pa imam ene par kratkih trikov že pripravljenih, ene par receptov, v bistvu, ki jih bom še pripravil za tiste dni. Tako da to je to. Ampak je tudi tam improvizacija, ne vem za drug teden, kaj bo bilo gor. Zdaj vem, približno smeritev, ampak go with the flow. To je super, ampak takole, veš, ko imaš pa šanso malo potegniti, pa ni najboljš. Bi pa mogel malo neki vršt gledalcev. Pridite pogledati, vsak dan se splača, vsak dan nekaj objavljam, tako da vsak dan se splača prideti pogledati. Absolutno. Koliko imamo še? Nisem slišal, koliko imamo še, da veva, kdaj bo tole končati. Kaj iščeš? Po moje 5 minut. 5 minut še? Ja. Okej. Kaj bi še recimo lahko dali noter, pa da paše zraven svinine, recimo namesto pehtrana? V bistvu noter so, v Splendorju noter imaš seznam začimb, kaj vse spaše. Sem, da jaz tole najdem, to lahko pogledava. Se pravi, svinina. Svinino gre pehtran, svinino gre teletina, oziroma kam gre pehtran, tako rečemo, v to smer. Pehtran gre v pišanco, teletina, losos, brancin, v paradižnik bučke pa papriko, oziroma svinina, bazilika, peteršilj pa majoron, nebel paše. To so nekaj nebel. Ja. To so te, ki nebel pašejo. Ja, ne bi nikoli rekel. Lik zaradi tega sem to tabelo naredil, da se res pogleda pa pretestira, da rečeš, ok, ne bi probal, ampak probam in pol se odločaš, koliko ti odgovarja. Tele se tale zemk mal
prime pol, ne? Ok, to je teflon in bo šlo vse skupaj lažje, ampak tukaj tudi na svet, kako recimo očistiti zažgano posodo. Ja. Kako očistimo mešalnik, kako juho zgostimo, wow, noro. Suzana, pridi. Lepo, da me pokličete, da ne boš zdaj, oddaleč ko je ravno opazovala. vse pri koncu, no, tako dobro diši. Sem poslušala. Všeč mi je, Sašo, to je v bistvu dobra ideja tudi za kakšno božično večerjo ali pa novoletno. Rekel si 15 minut ali kaj samo potrebujemo za to? V praksi vse, kar bomo naredili, bomo zdaj naredili. Kar pomeni meso čez koliko, 3 minutke narežemo, je še tako časa, je? Ja. Super. Meso čez 3 minute narežemo, tole bomo naredili, marmeladico bomo dodali, to je to. Ampak me pa zanima, ne, pehtranovi štruklji bodo pa hladni ali kako? Pehtranovi štruklji bodo hladni, ne? Marmelado bomo segreli tukaj na ponvici, pa bomo pol prilili pehtranovi štruklji, bojo hladni, meso bo toplo. Tako da v bistvu gre malo kombinacija hladno, toplo, hladno. Nisem ga šel še pogrevati, ampak predvidevam, da se bi pač zaradi cernega namaza malo začeli topiti. Mogoče pa spet nova ideja za naslednji. Ja. Super, mislim, zgleda vrhunsko. Zato Sašo tako rad k nam pride, ko mu dava še video kakšne. Ja, a vidiš, izmenjava idej. Tako. In dobro je, da je tudi kuhar na drugi strani odprt za nove predloge. To pa mora biti. Ta prav kuhar mora biti, po moje, zelo odprt za nove predloge. Ker če si v nekem kolupu, kaj je najboljš, pa se nič novega ne naučiš. Si že od kakšne sledilca dobil tudi kakšno idejo, ki se je potem mogoče malo spremenil? Super ideja pride tudi v komentarjih, ki jih večkrat kao, kaj bi spremenili, kaj bi tudi dali, pa povejo svoje izkušnje in skozi interakcijo. V bistvu res sam zapisujem in se učim s fotoma. Super. Kdaj bo nova knjiga? Že razmišljaš tudi v to smer? Mogoče drugo leto nekaj naumim, ampak ni zdaj v prvem planu. 2 minutke. Še 2 minutki? Daj pa damo marmelado. Marmelado, ko bo meso že narejeno. Čisto na koncu? Na krožnik ali v ponev? Marmelado bomo pogrejemo. Pogrejemo. Klepetali sva z Ajdo, priznam, tamle na kavču, tako da nisva vsega ujeli. Ampak naju je pa prepričal ta von. Bomba je, ja. Ampak recimo lahko zamenjamo svinjino tudi za piščanca? Ja, lahko. V bistvu se da tiskar, kako mu paše. Zaradi mene lahko, moja bi tudi kozica in kaj podobnega, če lepo sedel zraven. Tudi? Ali pa recimo samo zelenjava, ne? Ali pa samo zelenjava. Lahko, kakšno čečeriko popečeš, kakšno dodatno, ja, absolutno. Zakaj pa ne? Ja. A to je treba še kaj obrniti ali pa karkoli? Ne, tole bo zdaj le za... Vse pod kontrolo, ne da? Ja, rečemo. Odlično. Tudi recimo namaz, noter za vaš trukle. Načeloma ni treba, da je sirni. S čičeriko si mi dal idejo, da bi lahko tudi humus namazal. Ja, lahko. Zdaj, v karkoli v to izvedbo pač sede zraven. Pa samo stvar, kakšne kombinacije iščeš, kaj loviš, ampak v tortiljo je ideal, ker res lahko noter daješ humus, paradižnika, zelenjave, karkoli. In zviješ in v bistvu na tak način postrežeš, da že modrega zgleda. Krasno. V bistvu, zdaj, glede na to, da je to neka ideja lahko tudi za kakšno slavnostno večerjo, mogoče še kakšna ideja za sladico. Kaj lahko pripravimo? Kaj gre recimo zraven tega, zraven glavne jedi? Nekaj ful dobrega, karkoli. Karkoli? Kar sem, da je sladko. Če je čokolada ali pa sladko zraven, ja. Da bi lahko jaz tako smesa kar tle gor? Lahko. Boš ti? Sam tebi se bo vse poznalo, če bo kaj špricalo. Dajmo reči, da ne bo, da bom previdna. Ok, kaj pa zdaj kar marmelado, Sašo? Ja, kar marmelado. Kakšna žlička spodaj? Ne vem, če bom uspel s tem. Bo šlo. Bo šlo. Lahko pa mogoče s tem razpodamo. Vse sem menil. Ok. Domača marmelada, ne? Domača, od tašče. O, od tašče? Ja. To pa si mogel. Sem mogel, ja. Veš, kaj boš še kakšno dobila, veš? Če bi kakšna odveč ostala, lej, se priporočala z Igorjem, ne? Ampak moram pa reči, da sem tudi jaz kuhala po receptih, ki jih je pripravil Sašo in so res zelo preprosti in predvsem všeč mi je, ker doma ne uporabljaš teh, ko rečemo, najboljših, najlepših loncev. Vse skupaj je zelo preprosto, tako da pač tudi kakšen začetnik se dobro počuti znotraj vsega, kar seveda pač tvojih napotkov in receptov. Evo, Sašo? Mislim, da je to zelo pomembno, da vsi najdejo, ok, lahko jaz tudi to naredim. To mi je najbolj pomembna zadeva.
ker tole, kar smo danes naredili, pač ja, okusi klapajo in vsak lahko in postavitev in okuse in vse stavi sem. Kako lepo je to videti. Odlično. Suzana, probaj, jaz napovem oglase in potem po medoglasi še jaz poskusim. Sašo, hvala za danes, lepe praznike, veliko idej želiva in dobrodošel kadarkoli. Hvala. Hvala za danes.